Vse udeležene strani upajo, da ne bo prihajalo do večjih zastojev. Jaz bi samo sporočil to, da dejansko se bomo s tem rešili teh nemogočih prehodov skozi jaške, da bo cesta urejena in zato prosim, da so v tem času rekonstrukcije te ceste in pa posodobitve vseh komunalnih vodov strpni. Jaz upam, da ta šok v četrtek zjutraj bo bil zmeren, ne morem reči, da ga ne bo, in upam, kot je bilo prej rečeno, da v promet poiskal tiste najugodnejše tokove, ne glede na postavljeno signalizacijo. Celovita obnova Kandijske ceste bo financirana iz občinskega proračuna in evropskih kohezijskih skladov, celoten projekt, vključno s čistilno napravo, pa bo predvidoma znašal 4 milijone 200 tisoč evrov. Ja, žal se nam je izvedba zavlekla zaradi dolgega potrjevanja na višjih instancah, se pravi na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje in ostalih inštitucijah z potrjevanjem razpisa oziroma izbora izvajalca. Če želimo imeti drugačno Kandijsko cesto, bomo pač morali to leto vsi skupaj malo potrpeti. Tako izvajalec bo moral upoštevati pač tisto, kar mu pogodba nalaga, se pravi omogočiti neke nujne dostope do stanovalcev, ki so tik ob ulici. Prvo fazo obnove, torej od gostišča Bobič do križišča za ulico Nad Mlini, naj bi po optimalnih pogojih končali do prve polovice februarja.